V obalno-kraški regiji imamo 9 zavodov ali srednjih šol. Po uradnih podatkih iz ministrstva se je v tekoče šolsko leto vpisalo 1189 dijakov novincev. Katere oddelke oziroma smeri ponuja Gimnazija Koper? Ja, Gimnazija Koper se pravi izvaja program splošne gimnazije, v katerem je vključen tudi športni oddelek, in imamo tudi umetniško gimnazijo, kjer vključujemo tudi likovno in glasbeno smer. Je v letošnjem novem šolskem letu kaj novega, kar se tiče smeri, ponujete kakšne novosti ali ostaja po starem? Ostaja po starem, v bistvu glede programa ostajamo tako, kot je bilo tudi do zdaj. Neke spremembe se bojo nekako nakazovale tudi v prihodnjih letih, tako da izvajamo ta program, kot smo ga tudi do zdaj izvajali. Kako pa je kaj glede vpisa, koliko dijakov se je letos vpisalo na gimnazijo in na katere oddelke v primerjavi z lanskim letom, več, manj? Ja, vpis je za nas, v bistvu mi smo imeli omejitev vpisa, glede na to, da v bistvu nekako dijaki se želijo vpisati na Gimnazijo Koper, smo tudi letošnjem letu imeli omejitev vpisa, tako na športnem delu, kot tudi na splošni gimnaziji, tako da zdaj v tem trenutku smo imeli 90 dijakov v splošnih oddelkih, 22 v športnih oddelkih in 28 v umetniških oddelku. Dijake smo vprašali, kakšni so njihovi vtisi ob začetku novega šolskega leta. Se veselila vstopa v novo srednjo šolo? Ne. Zakaj ne? Ker se mi ni dalo ostati ob 5:30 zjutraj do 2. Ne, hvala. In kako je bil prvi šolski dan? Okej, dejansko je bilo okej. Hvala. Kaj pa ti, na katero šolo hodiš? Isto kot nas, smo sošolke. Ja, ekonomska gimnazija. In si se veselila prvega šolskega dne ali bolj ne? Me je bilo strah, ampak ko sem prišel tam, je bilo ful dobro. Bilo smešno, zabavno in tako. Ja. Hvala. Na katero šolo hodiš? Ekonomska gimnazija. Kateri letnik? Prvi. Kako je bilo na prvi šolski dan, si se ga veselil? Kakšni so bili občutki? Veselil ne, ampak zdaj je boljše, kot je bilo na začetku. Zakaj? Nisem vedel, kdo bojo moji sošolci, pa to in pol me te je bilo malo strah, zdaj je v redu. Kaj pa ti? Sep Škoper hodim, ekonomski tehnik. Za prvi dan sem se veselil, ki sem vedel, da bo bilo dobro, da bom imel dobre sošolce. Kaj še? Kako je zdaj v šoli? Je še vedno v redu ali? Ja, učitelji so v redu, so prijazni, pozdravijo nazaj in to je to. Šolo hodite? Gimnazija Koper. Kako je bilo prvi šolski dan, si se veselila? Ja, samo je bilo čudno. Zakaj je bilo čudno? Ker nisem nobenega poznala in pač je bilo novo. In kako je danes? Boljše. Si dobila prijatelje? Ja, in tudi malo bolj sem se navadila. Super. Kaj pa ti, kam hodiš v šolo? Isto kot nas smo v istem razredu na Gimnaziji Koper, prvic, in pa sem se veselila ful in tudi zdaj mi je top, tako da. Super. Kako se je bilo vrniti nazaj v šolo? Nisem hotela iti nazaj. Zakaj ne? Ker pač, ja no, raje bi bila še malo bolj doma, da se bolj posvetim sama sebi. Kateri letnik si in kam hodiš v šolo? Jaz sem 3. letnik, umetniške, likovne smeri. Že veš, kaj boš kaj naprej mogoče? Rada bi šla v tujino, zato ker tle ni bolj šol za umetnike in tako da ja, bolj v Italijo, če že. Kateri letnik si pa ti? 3. vse isto likovna smer. Ja, mislila sem, da bo hujše. V resnici ni toliko slabo, ki pač ja imam prijatelje tukaj v šoli in je v redu. Kakšni so kaj tvoji načrti za prihodnost? Mogoče, če mi bo uspelo, bom šla v Benetke za restauracijo, pač popravljati slike in to se učiti naprej. Kateri letnik si pa ti? V istem smo razredu. Umetnice? Ja, vse. Si se veselila šolskega leta novega? Pa ja, sej nova sem v šoli. Prej sem hodila na drugo šolo v Novi Gorici, zdaj sem tukaj. In ja, tudi planiram v tujino in vse, kaj je ona rekla, samo mogoče v Italijo ali pa Španijo, onako international, če ne uspem se naučiti dobro italijanščino, pa se bom potrudila, da se naučim. V tem šolskem letu sta razpisana 2 nova srednješolska programa, in sicer program slaščičar na srednji šoli Izola in program tehnik računalništva na gimnaziji Elektro in pomorski šoli Piran.
Nov izvod tiskanega megafona po avgustovskem premoru prinaša nova razkritja o škodovanju kupcev stanovanj na obali. Razkrivamo, kako je grafist kot investitor zlorabil prevladujoči položaj z oviranjem vstopa konkurence na trg in kako je oškodoval kupce stanovanja v objektu Solis. Ti sedaj pripravljajo odškodninske tožbe zoper grafist. Kako je grafist vzpostavil monopol pri prodaji novih stanovanj v Kopru? Kako ga je zlorabil? S čigavo pomočjo so preprečevali vstop konkurence na tržišče? Kako so oškodovali kupce stanovanj v objektu Solis? Ali se kupcem stanovanj v rezidenci Momento v Izoli obeta ponovitev afere Zbiljski gaj, ko so kupci ostali brez že plačanih stanovanj? To in ostale podrobnosti si preberite na 4. in 5. strani današnje tiskane izdaje Megafona. Ob tem se v uredništvu zahvaljujemo vsem, ki ste nam dostavili informacije o kršitvah pravic kupcev v stanovanju Kopru in Izoli. Bralkam in bralcem sporočamo, da bomo tudi dalje sledili razvoju dogodkov in poročali o novih dejstvih. Zato nam lahko še naprej osebno, po pošti ali na druge načine, tudi anonimno, pošiljate pogodbe, ki vsebujejo za kupce stanovanj škodljive določbe. V športnem parku v Dekanih je preteklo soboto potekal turnir v Pandolu z naslovom Cosa Nostra. Gre že za tradicionalni turnir, ki je letos potekal 13. leto zapored. V bistvu igra Pandolo je igra, ki izvira iz stare antike, ko so še pastirji pasli ovce in takrat, v bistvu, kar so imeli okoli sebe, so to uporabili. Takrat so enostavno šli v gozd, našli pač eno daljšo palico, pa eno krajšo palico in s to palico so skušali udariti tole krajšo palico čim dlje kot je možno in kdor je udaril dlje, tisti je zmagal tekmo. In te v bistvu je čisto osnovna pravila smo popeljali tudi v moderni svet, kjer danes v letu 2024 v bistvu igramo igro, ki ima še vedno to osnovno vrlino, te ene palice, daljše palice pa krajše palice, kjer ekipa skuša udariti čim dlje, na drugi strani pa obrambna ekipa to skuša zaustaviti, igra se 3-3 in kdor ima po seštevku vseh udarcev največ točk, tista ekipa zmaga. To starodavno pastirsko igro so v Kopru pričeli oživljati leta 1993. V organizaciji društva Kapris se je takrat odvil prvi turnir v čast zavetnika mesta Koper, svetega Nazarija. Na njem je sodelovalo kar 32 ekip. Oživljanje Pandola so pričeli v bistvu naši starši, takrat je bil tudi moj oče zraven, kjer so okoli leta 91 se zbrali, začeli razmišljati o tem, kaj če bi iz tega naredili ponovno nek turnir. Začelo se je takrat v Kopru, mislim, da je bilo na Titovem trgu, kjer so odigrali prvi turnir, bile so ekipe iz Kopra in iz Portoroža večinoma. In potem se je v naslednjem letu že zgodilo nekaj več turnirjev in takrat je v bistvu se začelo res to obujanje skozi neko formalizirano društvo pa zvezo in potem smo iz tega naredili državni turnir. Danes obstaja prava Pandolo liga, v okviru katere se organizirajo turnirji. Na sobotnem turnirju Cosa Nostra v organizaciji kulturnega in športnega društva Dolga Štorija so sodelovale 4 ekipe. Zmagala je ekipa Tramontana. Povprečno se na letnem nivoju obrne 5 do 6 ekip na turnir. Zanimivo je, da se skoraj vsak turnir pojavi kakšna nova ekipa, kakšna stara ekipa pride nazaj. Večinoma pa tukaj govorimo o tem, da je trenutno v Sloveniji aktivnih res teh 5-6 ekip rednih. Igralcev v tem primeru torej nekje 20 do 25 igralcev, ki se pa delijo na 3 društva, in sicer Prekmursko društvo, Koprsko društvo in pa Piransko društvo, v katerem potem vsak ima svojo neko število igralcev, tam približno 10. Kulturno in športno društvo Dolga Štorija je od leta 2013 tudi uradno registrirano kot nosilec izročila žive kulturne dediščine. Leta 2014 je bila Zveza društev Pandolo Slovenije sprejeta tudi v Olimpijski komitej Slovenije. Od takrat Pandolo uradno štejemo kot šport. Glavni namen turnirja Cosa Nostra pa ostaja popularizacija Pandola ter ljudem preko igre približati kulturno dediščino prostora, v katerem živimo. V tem letu imamo še en turnir in sicer 3. vikend v oktobru se dobimo na Bernardinu, kjer bo tradicionalni bernardinski turnir, ki ga organizira Piransko društvo in to bo tudi zaključni turnir sezone, potem pa v decembru podelitev nagrad za najboljše ekipe. Vsak je dobrodošel, da pride, lahko se na vsakem turnirju preizkusi, vedno imamo s sabo dodatne pandole, dodatne rekvizite, da tudi če pridejo gledalci, ki nikoli niso igrali ali pa se ne želijo udeležiti turnire, lahko tam preizkusijo. Sicer pa imeli smo že primere, ko so v bistvu čisto ljudje, ki niso nikoli pred tem preizkusili, so prišli na turnir, se registrirali, igrali in dejansko odigrali nekaj zanimivih potez, ker je to takšna preprosta igra, ki jo lahko igra vsak mlad
star, moški, ženska, ni razlike, v bistvu mi igramo res tukaj, mislim, imeli smo tudi najmlajše igralce tam že pri 11 letih, pa tudi igralci tam pri 80 še igrajo pandalo občasno. Društvo Dolga Štorja si z dogodkom prizadeva ustvariti kvalitetno, športno in družabno aktivnost za udeležence vseh starosti ter predstaviti igro, ki je bila včasih del istrskega vsakdanjika. Želijo pa si, da bi tudi v bližini centra Kopra dobili zarisano igrišče za pandalo, ki bi bilo za igro in treninge vedno na razpolago. Minuli vikend so Žusterno preplavili superi, saj je tam potekalo prvo tekmovanje v supanju oziroma stoječem veslanju na deski pri nas, Adria Sup Challenge. To je eno od tekmovanj v sklopu Alp Sup Trofija srednjeevropskega pokala, sestavljenih 6 dirk v Avstriji, Nemčiji in zdaj smo pripeljali tudi v Sloveniji, ker je bila dolgoletna želja narediti eno res veliko sup tekmo v Sloveniji. In obala je prekrasen ambient in pogoji so idealni tukaj. Prišli so nam iz 9 držav, vsi so navdušeni in vsi pravijo, da drugo leto spet pridejo. Tekmovanje je organiziralo društvo Naredi nekaj za naravo, katere osnovno poslanstvo je, da njihovi člani živijo v zdravem duhu s sabo in z naravo. Uspelo nam je priti v verigo Sup Alps Trofija, kar v evropskem merilu pomeni nekaj. Tako da v bistvu smo veseli, da smo dobili tekmovalce iz 9 različnih držav in kar preko 100 se jih je prijavilo. Tako da, kot kaže, Koper je atraktivna destinacija za tovrstno supanje, predvsem pa se veselimo tega, da lokalno prebivalstvo vidi v bistvu supanje na nekem drugem nivoju, ki ga do sedaj še ni bilo moč videti, bom rekel, v taki magnitudi. Prvi dan so se najboljši tekmovalci pomerili v 12-kilometrski progi, kjer so morali odveslati 4 kroge obsega 3 kilometrov. Kasneje so lahko rekreativci z napihljivim supom tekmovali na 3-kilometrski progi, organizirali pa so tudi kilometrsko progo za otroke. Naslednji dan je bila na vrsti tehnična dirka. Pa supanje je eden najbolj prijaznih športov, zelo mali poškodb, praktično se ti ne more zgoditi nič drugega, kot da si moker. Vsak padec noter je vrsta treninga, skočiš nazaj, hitro na desko. Dosta enostavno, vsakmu priporočam, ko začne, da gre v neko šolo, ima nekoga, ki zna, da mu pokaže osnove, da je njegov zaveslaj najbolj efektiven in da potem lahko sam uživa. Favoritka med slovenskimi tekmovalkami je bila Polona Pušljar, ki trenira skoraj vsak dan, kmalu pa se bo udeležila tudi svetovnega prvenstva na Tajskem. Proga je super pripravljena, današnji pogoji bojo odlični na progi, imamo flat, mogoče bo malo vetra, super pogoji, proga bo dinamična, bo zelo hitra, zato ker ni valov, tako da komaj čakam štart. Jaz supam že ta 7. leto, tako da začetki so bili tako zanimivi, najprej na napihljivih supih, tako na Bohinj, Bled, Koper, Portorož, Velenje, Murska Sobota, tako da zanimive destinacije imamo v Sloveniji in tudi super pogoje. Centralna Evropa nam kar zavida, ker imamo možnost trenirati tudi na morju. Predsednik Avstrijske superske federacije, ki se s tem športom ukvarja že 15 let, se je prav tako udeležil Adria Sup Challenge-a, obale pa ni obiskal prvič. So I come often here to train in this region because it's the closest way to the sea from my hometown, from Graz. So 3 hours drive, and so we often come with our team to train here. And we can have, when it's windy, you have like real ocean conditions, so it's completely different than today, which is more flat water racing, which we are used to in Austria, like lake or river. So yes, you can have it all in one spot here. Prvi odzivi udeležencev tekmovanja so bili pozitivni, prihodnje leto zato organizatorji pričakujejo vsaj 50% več tekmovalcev. Nogometni klub Korte deluje že vse od leta 1976. Lansko leto se je klubu pridružil nogometni trener Mirsad Mujanović, ki trenira mlade nadobudne nogometaše, stare med 11 in 13 let. Gre za tako imenovano selekcijo U13, ki je lani prvič sodelovala tudi na tekmah. Na začetku smo imeli, da rečemo, 16 fantov, kateri so bili letniki 2010 in 2011.
Trenutno pa, ker je vsako leto se prihaja do spremembe načina tekmovanja, otroci, kateri so stari 20, že grejo v 15 in 2011 pa ostanejo še eno leto v tekmovanju, da rečemo za selekcijo v 13. V tej selekciji se pa pridodajo še fanti, letniki 2012. V klubu so delo zastavili preudarno. Ker gre za mlade nogometaše, se njihove vrste iz leta v leto spreminjajo. Prvo leto smo imeli samo cilj, da tekmujemo, kateri smo tekmovali od 19 ekip, mi smo zasedli 16. mesto. Bilo je namen samo, da se ostane število fantov, to, kar imamo, da ostane čim več otrok in potem, da to leto naredimo kakšen rezultat več. V več kot 40 letih delovanja se klub usmerja predvsem v krepitev timskega duha in izboljševanje tehnike. V Kortah sicer trenirajo v 4 selekcijah. Nogometni klub Korte ima selekcijo od najmlajših, bomo rekli tako, od neki cicibani, tako kateri so 5-6 let. Potem imamo selekcijo U9, U11, U13. To so 4 selekcije, katere imamo in potem se to tudi so tekmovali na ligi MNZ Koper. Deške selekcije U9, U13 in U15 tekmujejo v ligi MNZ Koper. Članska ekipa pa igra v Primorski ligi. In kakšni so načrti kluba za prihodnost? S časom, ko rečemo tako, si zastavljamo zmeraj svi neke cilje, planiramo s to selekcijo nekako iti naprej, da bi potem ta selekcija bila tudi U15 naslednje leto, s temi fanti, kateri so zdaj izhodni bili, pa potem, da bomo rekli, čez 1-2 leti, da bi potem naredili tudi mogoče kadetsko ekipo, katera bi potem zadostovala, da bi potem mi ratali tudi tekmovali. Potem, da bi iz teh ekip nekako črpali kakšnega fanta, kateri tudi prišel igrati za člane. V članski ekipi so manj več tukaj igralci Izola, Koper, Piran, Korte, tako da bi to ostalo na tem nivoju. Nogometni klub Korte ima sicer igrišče s pravo travo, pa tudi ostala infrastruktura je urejena. Financirajo se pretežno s pomočjo sredstev občine, izvadnin ter s sponzorskimi prispevki. Danes je tudi to težje, ali se nekako vsi borijo, tako da klub za zdaj nekako v teh normalih posluje, bom rekel, finančno. Mladim nadobudnim športnikom lahko le zaželimo dobrega timskega dela tudi v prihodnje. Osmega in 9. septembra bo v Kopru potekala tekma svetovnega pokala v športnem plezanju. Od srede 6. septembra do nedelje 10. septembra bo zato zaprt del parkirišča ob nogometnem stadionu Bonifika, celotno parkirišče ob atletskem stadionu in celotno parkirišče ob plezalni dvorani. Imetniki mesečnih parkirnih abonmajev lahko v času zapor svoja vozila parkirajo na drugih parkiriščih, in sicer pod Deteljico, na parkiriščih P+R v Semedeli in ob Kolodvorski cesti ter na parkirišču na Piranski cesti pri Olimpijskem bazenu. Začetek septembra zaznamuje tudi začetek meteorološke jeseni, vendar ni vedno tako, da se konec avgusta moramo posloviti od poletnih dejavnosti. Vremenske napovedi kažejo, da ni še čas, da bi pospravili kopalke. Torej, ta mesec lahko pričakujemo še kolikor toliko v redu vreme, dokaj poletno. Sicer najlepše vreme bo do naslednje srede, torej do 13.9. lahko pričakujemo lepo vreme, kjer se da tudi še vedno se kopati. Temperatura morja bi mogla ostati nekje okoli 25 do 24 stopinj. Temperatura zraka bi pa mogla ostati tudi nekje med 27 in 30 stopinj čez dan. Se pa bo to vreme počasi spreminjalo, tako da od naslednje srede lahko pričakujemo potem malo poslabšanje, sicer ne govorimo lih slabo vreme. In to se bo potem nadaljevalo vse nekje do 20. septembra. S tem, da po tem datumu se pričakuje, da mogoče bodo tudi kakšne kratkotrajne nevihte, ampak vreme bi še vedno moglo stati kolikor toliko pač stabilno. Letošnje poletje si bomo zapomnili po neurjih in poplavah. Prejšnji teden je obilno deževje zajelo tudi obalo, a kot kaže, septembra takšnih neviht ne bo več. Trenutno na prognozi, ki so nam jih dali kolegi iz Agencije za okolje, takih padavin več vsaj ta mesec ne bi smelo biti.
temperature se bodo stabilizirale, to pomeni, da bo manj teh nepredvidljivih neurij. Tako da ne, če bodo kakšne padavine, bodo te, upamo, sicer na srečo bodo kratkotrajne in ne bi smele puščati nekih večjih posledic. Še vedno je čas tudi za športne dejavnosti na morju, saj bo vreme toplo in bo pihala burja. Za veter trenutno pričakujemo neko burico, približno tako, kot imamo zdaj zadnjih teh par dni. Z burjo pa seveda tudi pride malo lepše vreme, torej nekaj sonca, tako da za jadranje in razno rekreacijo mislim, da bo september še vedno primeren in se nas plača še izkoristiti to vreme, dokler bo takšno. Kakšno pa je idealno septembrsko vreme za kmete? Malo dežja, dovolj sonca, ne toče, ne vetra. Ker vam jaz kmetijo burja ne dela večje škode, ker je v zavetju pred severnim vetrom, tako da burja ne bo delala škode pri nas. Velika količina dežja je morda ovirala načrte za plažo, vendar je bila dobra za rastline. Letošnje poletje je bilo za našo kmetijo odlično. Neurja nam niso povzročila večje škode. Bilo je dovolj padavin v primerjavi z lanskim letom, ko je bila suša že od aprila dalje, kar je največji problem. Ampak to je izrečno za mojo kmetijo. Vsaka kmetija ima svoje mikropogoje in svoje mikrolastnosti, tako da jaz zaenkrat se sploh ne bom bunil za letošnjo letino. Glede na vremenske napovedi se nam obeta september, ki bo vsaj v prvi polovici še vedno primeren za turizem in kopanje, ter ne bo ogrožal kmetijskih pridelkov. Ekstremnih vremenskih pojavov, ki sta jih poleti povzročila vlaga in vročina, v septembru ne napovedujejo. Deseti september je svetovni dan preprečevanja samomora. Vsako leto za posledicami umre približno 700 000 ljudi na svetu, kar prizadene tudi širšo okolico. Ta dan obeležujemo predvsem zato, da se ljudi ozavešča, da so viri pomoči na voljo in da se samomore lahko prepreči, k čemur lahko pripomore vsak izmed nas. Pogovor je nek tisti prvi korak, da ko opazimo te znake, ki sem jih navedla, da pristopimo do osebe, jo povprašamo, da povemo, da smo opazili te in te znake, da se nam zdi, ne vem, naprimer bolj otožna ali pa bolj umaknjena vase, da nam je mar za njo, če nam lahko pove kaj več o tem, kaj se dogaja z njo, in potem skozi pogovor preverjamo, kaj je v ozadju, se pravi, ali je v ozadju neka stiska, ali je v ozadju tudi samomorilno vedenje, razmišljanje o smrti. Znaki samomorilnega vedenja se lahko kažejo na področju razpoloženja. Oseba pogosto izraža obup, nemoč in nepojasnjena čustva, kot so recimo izbruhi jeze. Pojavi se lahko tudi nenadno nezanimanje za stvari, ki so osebo nekdaj veselile, ter umik iz socialnega kroga. Pa potem tudi nenazadnje se lahko kažejo znaki čisto skozi besedno komunikacijo, naprimer oseba bolj ali pa manj direktno nakaže svojo stisko, naprimer da se manj direktno, da si želi, da je ne bi bilo več, ali pa bolj direktno, da pove, da razmišlja o samomoru. Univerza na Primorskem bo letos še posebej aktivna na tem področju. Sodelovala bo v akciji Prekolesarimo svet, ki bo potekala 10. septembra pod okriljem Mednarodne zveze za preprečevanje samomora, katere cilj je skupnimi močmi prekolesariti obseg Zemlje, kar je 40 075 kilometrov. Akcija je simbolna, ampak tudi konkretna. Simbolna v smislu tem, da je njen namen ozaveščati o problematiki samomorilnega vedenja, torej ozaveščati skozi to geslo ustvarjajmo upanje z dejanji in hkrati konkretna v tem smislu, da lahko vsak od nas kolesari po svojih zmožnosti in prispeva potem del svojih kilometrov, torej svoje prekolesarjene kilometre v skupni nabor vseh kilometrov, vseh udeležencev iz celotnega sveta. In s tem skušamo res predati to sporočilo, da smo vsi del preprečevanja samomora in da lahko vsi, tako kot skupaj kolesarimo, tudi skupaj pomagamo preprečevati samomore.
V okviru 32. svetovnega kongresa Mednarodne zveze za preprečevanje samomora, ki ga letos gosti ravno Univerza na Primorskem, bo potekal tudi Dan povezovanja. Dan povezovanja pa je res namenjen slovenski širši javnosti. Namenjen je še posebej posameznikom z lastno izkušnjo samomorilnega vedenja, potem njihovim bližnjim in pa tudi žalujočim. Dogodek je brezplačen in bo potekal 23. septembra v hotelu Bernardin v Portorožu. Zajemal bo vse od okroglih miz do predavanja in ostalih aktivnosti. Možno se bo povezati z različnimi organizacijami, ki delujejo na področju nudenja pomoči posameznikom v stiski in s posamezniki s podobno izkušnjo. Da tak dogodek poteka v Sloveniji je zelo pomembno, saj ima naša država višje število samomorov na letni ravni v primerjavi s svetovnim povprečjem. Čeprav je še vedno toplo, začela se je meteorološka jesen. Danes smo mimoidoče vprašali, kako so se imeli to poletje. Tako no. Ni bilo, ja. Zakaj? Manjkalo malo. Ja. Malo bolj živahno, da je bilo več žuranja. Enako. Kaj ste žurali, kaj? Ma bolj tako. Srednje. Kam so bile najboljše žurke? Alaja. Šagre. Ja. In to okay. A ste šli kam v tujino? Jaz sem bila na Tenerifih. Kako si se imela? Ful lepo. Ti? Jaz sem šla v Italijo z mamo. Kam si šla? V Rim. In? Super. Precej dobro je bilo. Ja. Kaj si delala? Ne vem, toliko stvari, hkrati nič stvari, ne vem, ne spomnim se. Si šla kam? Ja, sem šla na maturantski v Grčijo. Ja. In kaj si se kopala tukaj na obali? Če se je dalo, ne. Zakaj ne? Ker je gužva in umazana voda. We've been here for 5 days. It's been very nice. What have you been doing? We've been cycling. And do you like it here in Slovenia? It's lovely. Very nice. Why did you come here? When or why? Why? Well, we've been cycling from Venice, and this is part of the route that we go on. And what was the best part of the route? This is the best part of the route. Really? Of course. Dobro je bilo, v redu, kopali smo se veliko in šli na dopust. Kam ste se šli kopati? V Žisterno, največ. A ste zadovoljni? Ja. In kam ste šli v tujino? V London. Kot je bilo? Lepo mesto, veliko ljudi, lepo vreme smo dobili. Kaj pa ti? Jaz sem se imel super. Kam si šel? Zdaj med poletjem nikamor. Smo šli za prvomajske na Polsko in v Berlin, ampak zdaj poleti nikamor lih. Kam si se šel kopati? V kopat sem se šel v Izolo, v San Simon ali pa tle v Kopru v Žisterno. Kam si šel na plažo? Žisterno. Ja, v Žisterno. In smo tudi trenirali. Kaj si trenirali? Najmisli tenis. In kako ste se imeli? Super, s prijatelji vsak dan. Ja, v redu je bilo. Ja. In torej, kaj Žisterno vam je v redu na plaži? Ja, super je Žisterno. Ja, ampak nova plaža malo manj. In torej, vi ste šli na staro Žisterno. Zakaj je boljša? Ko sem bila s prijateljico, je bilo veliko ježkov. In večinoma so tam turisti, tako da boljše staro. Kaj pa ti? Ne, mi hodimo čez mejo se kopati ponavadi ali na kakšen dopust, daljši dopust. Torej na Hrvaško ali v Italijo? Na Hrvaško. Z letošnjim poletjem, pa ne vem, je bilo ok, pač je premalo turista bilo in nisem mogel delati nič. Kaj si ti delal? Jaz delam v strežbi zdaj. Delam v strežbi in sem delal v 2 lokala. A je bila gužva? Pa ne tako, kako smo očekivali. Nismo zadovoljni. Zakaj? Je bilo slabo vreme. Torej se niste mogli iti kopati? Ne, smo se kopali samo ne tukaj, drugje. Aha, kam si šli? V Grčiji. Kaj je tam bilo slabo vreme? Ne, tam je bilo pa sončno. Zelo zadovoljni. Kaj si delal? Treniral in užival. Kaj si treniral? Šport. Kateri? Nogomet. Kako je bilo? Super. Uspešno? Ja. A si šel kam kopati? Sem. Kam? Na morje. Je tukaj v Kopru ali? Tudi v Kopru, ja. In kaj ti je bilo najboljše? V Kopru? Na novi plaži. Super. Kaj ste delali? Smo spali. Vam ni bilo vroče? Ne.
Imamo klimo, pa nam je vroče. A zunaj je vroče. Torej tudi, ko je deževalo, vam je bilo vroče? Seveda, da je bilo vroče, ja. Kaj ste šli kam kopati? Ja. Kam? Tudi. Tukaj smo, v mestu. Ja. Ovdje mi je super. U Kopru mi je super. Fino. Ja ne živim ovdje, ali fino je ovdje. V redu. Kaj ste delali? Pa pol sem se učila, imela sem izpite in delala, nič posebej. Kako so šli izpiti? Dobro. Si dobro naredila? Sem. Ja. Zadovoljna sem. Kaj si delala? Delala sem. Z letošnjim poletjem sem zelo zadovoljna, je bilo sicer delovno, ampak prijetno. No. Kaj ste delali? Veliko stvari za službo, danes pa glih tukaj v taverni delamo v bistvu en del moje doktorske raziskave, kjer Volt in Glovo dostavljalce pač prosimo, če lahko izpolnijo našo anketo. No. Kako gre doktorska raziskava? Na to pa še ne bi odgovorila. Ne, v redu gre, bi bila vesela, če bi bilo malo hitrejše, ampak bo. Super. Danes, 8. septembra, obeležujemo Mednarodni dan pismenosti. Nasplošno velja, da izraz pismenost pomeni posameznikovo sposobnost branja, pisanja in razumevanja vsakdanjih sporočil. In vendar velikokrat slišimo opazke, da je nekdo nepismen. O kakšni nepismenosti pravzaprav danes lahko govorimo? Tukaj gre verjetno za nekoliko drugačno nepismenost, recimo, ko preberemo kakšna sporočila, predvsem na spletu, kjer prodira recimo govorjeni jezik v zapis, ne vem, nekdo napiše gdo ali pa ne vem skupaj, ali pa recimo ne uporablja ločil ustrezno ali pa jih sploh ne uporablja, pa velike male začetnice. Takrat recimo govorimo o neki slovnični nezmožnosti, no. Na temo pravopisna zmožnost nastajajo številna zaključna dela, članki, posveti. Lahko se ukvarjajo recimo s pravopisno zmožnostjo, ne vem, učencev, dijakov, učiteljev. Pri nas na naši fakulteti pa so se recimo ukvarjali tudi z akademsko pravopisno zmožnostjo, pa so raziskovali, kakšno je poznavanje recimo določenih pravil pri študentih. In kakšni so izsledki teh raziskav? Zelo različni. Ponavadi, ko se naredi tako raziskavo, se ugotavlja točno določeno zmožnost oziroma uporabo. Ne vem, ponavadi nastane nek tekst, ki vsebuje napake in potem se jih išče in ugotavlja to prepoznavanje napak. Recimo pri osnovnošolcih so ugotovili, da ne poznajo oziroma težko prepoznajo napačno rabo zapisa ne bi, ne vem, da se to piše narazen. Naši študenti so imeli težavo z razlikovanjem glagolov morati in moči, ne, so recimo niso prepoznali, da je morem narediti izpit napačno, ampak bi morali uporabiti moram. Naši profesori so imeli težave z, ne vem, z vezaji, srednješolci pa večinoma z ločili. Na vedenje ljudi danes pomembno vpliva uporaba digitalnih tehnologij. Iz spletnih objav in komentarjev je mogoče razbrati tudi pismenost piscev. S pomočjo programskih orodij lahko pravopis besedila preverimo, od nedavnega pa tudi celo ustvarimo. Nove tehnologije so predvsem orodja, ki nam lahko mogoče pomagajo pri določenih stvareh. Tukaj imamo v mislih, ne vem, kakšne preverjanja, mi lahko tekst preverimo, če je slovnično ustrezen. Tudi ChatGPT mogoče lahko pomaga pri tvorjenju besedil, ampak je še vedno uporabnik tukaj, ki mora imeti dovolj znanja, da besedilo prebere in ga morda popravi in kritično tudi ovrednoti. Razvijanje pismenosti oziroma opismenjevanje je dolgotrajen proces, ki ga učitelji in vzgojitelji načrtujejo in izvajajo že od predšolskega obdobja dalje. Zato je tudi tu zelo pomembna vloga učitelja. Nekako stereotipno velja, da slovenščina ni med najbolj priljubljenimi predmeti in tukaj ima učitelj po moje veliko vlogo, da ta jezik približa učencem, dijakom, da ga potem tudi lažje uporabljajo. Do 14. septembra ima Fakulteta za humanistične študije še odprte prijave za vpis na magistrski študij slovenistike. Ko ne gre, ne gre. We want to see you get activated here. With a leading score of 14.5 points and
He's playing a non-event. Oh. Coleman there misses the dunk. Chinchara Adze on the other end too. He's contested. Gets the board. Oh. No! And we got some really sloppy action here. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Kulturnega napovednika. Na slovenski obali se bodo v prihodnjih dneh odvijala 2 stand-up večera, večer slovenskih kratkih filmov in pa ponovno en kup raznovrstnih koncertov. Ljubiteljice in ljubitelji dalmatinske glasbe v soboto 9. septembra vabljeni v Koprsko taverno, kjer se bo odvijal že 5. festival Klap. Na dogodku bo nastopilo 6 slovenskih in hrvaških klap, večer pa bo povezal radijski voditelj Tomaž Klepač. Istega večera ob isti uri bo v izolskem parku Pietro Kopo nastopil kitarski dvojec Aritmija v spremljavi Sabihe Khan in Vinjaka Netkeja iz Mumbaja. Vokalistka Sabiha je več kot 20 let svojega življenja posvetila izpopolnjevanju tehnik indijskega klasičnega in tradicionalnega petja. Vinjak Netke pa je tokalist in virtuoz na indijskem tokalu tabla, ki pa naj bi bilo eno izmed najzahtevnejših indijskih tokal. Prav tako v soboto bo v Centru mladih Koper prvi reggae večer s pričetkom ob 21:30. Nastopila bo trio zasedba The Homegrowns, ki ustvarja avtorsko glasbo v stilih jamajške glasbe. Za njimi pa še lokalni Freedom Fighters duo, ki letos obeležujejo 17. obletnico reggae aktivizma. V nedeljo 10. septembra bo v izolskem parku Pietro Kopo otroška gledališka predstava Dva zmerjavca. Zgodba sledi 2 bratcem, ki se iz dneva v dan zmerjata, dokler jih en dan ne obiščejo vse živali, ki sta jih med zmerjanjem poimenovala. Čeprav se poletje končuje, pa se poletje smeha v Hangaru bar nadaljuje. Tokratni gost cikla stand-up večerov bo Tadej Toš, ki se rad norčuje iz čisto vsega. Dogodek se bo pričel ob 9. uri zvečer. Naslednji stand-up večer se bo odvijal v Centru mladih Koper. V sredo 13. septembra ob 9. zvečer bo namreč za šale ponovno poskrbel lokalni komik Marko Žerjav. Poleg njega pa se bodo na odru preizkusili tudi manj uveljavljeni komiki. V četrtek 14. septembra v koprski Mali loži ob 21:30 prirejajo večer kratkih slovenskih filmov, nastalih med leti 1946 in 1971. Poleg 5 filmov iz prejšnjega stoletja bo na sporedu tudi kratki animirani film Babičino seksualno življenje. Oglejmo si krajši napovednik. V ženskem užitku sploh ni noben razmišljal, ker se o teh stvarih sploh ni smel govoriti. Za cerkev je to največji greh. Kakšen orgazem, a si neumna, kje pa to? V petek 15. septembra bo v Hangar baru ob 8. zvečer nastopil Klemen Klemen z gosti. Klemen Klemen, legenda domačega repa in prvi, ki je v Slovenijo prinesel zvok ameriškega reperskega juga. Istega večera ob isti uri bo v Centru mladih Koper že drugi dogodek novega obalnega kolektiva Iz. Tokrat obljubljajo večer hip-hop in trap beatov, za katere bodo poskrbeli Kain MC, Tomzi in Kub. Zaključek pa bo pripravil Blazo Mazo s svojim tehno setom. Prav tako v petek bo v skladišču Libertas ponovno čas za dogodek tehno kolektiva Rahat. Skupaj pripravljajo že 3. magazino večer, na katerem bodo nastopili lokalni DJ-ji. Tokrat pa se jim bo pridružil še koroški Mali.
V izolskem parku Pietro Kopo se bo v petek odvijal še zadnji vikend glasbenih večerov. Tokrat bo v parku nastopil Stevo Vujić duo, ki preigrava glasbo primorskih avtorjev in koncerte začinijo tudi z istrsko ljudsko glasbo. Najlepša hvala za pozornost. To bo do naslednjič vse. Se vidimo!